Vi ste najbrž voditelj skupine. Jaz sem tu, ja. Imam bazen, da smo vsi našteli. Krasno, zelo dobro, zelo dobro. Lep dober dan, pozdravljeni, Šumljak Ivan, dober dan, pozdravljeni. Takole. Bomo se tudi zbrali, pa smo malo popeljali skozi, koliko imate časa? Kar? Dobro. Nekako uro, recimo, ker potem moram iti naprej za dom, ker imam še eno obveznost na domu, ne? Tako da, vse, imam čisto dovolj časa, ura po navadi gre skozi. Dobro? Ja, povedal, vse, ti je že ogledal. Jaz se zanimam, kako je organizacija. Samo na mene se obrnete, imate večjo skupino? Ja, enih 12-15. No, krasno. Samo na mene se obrnete, me pokličite, ja, telefonsko številko, ko boste prišli, mi povejte, jaz sem poskušal urediti zadevo, da bom vendarle lahko vas popeljal skozi, da vas prejel, eno uro nekoliko računate in potem to je pač ugled in potem še zraven eno popustitev. Torej, Šumljak Ivan, to je moje ime. Nič 4-1. 6-9-1. 6-3-9. Tako, z veseljem. Nobene vstopnine, če so darovi za cerkev, bomo pa z veseljem sprejeli za vzdrževanje tega bogatega svetišča. Dobro, hvala lepa, vse dobro. Dobro, dobrodošli še vsi ostali, čakaj, da ne bom hrbta kazal. Torej, dobrodošli v Gornjem Gradu, vsak posebej, še na prav poseben način. Moje ime je Ivan Šumljak in sem župnijski upravitelj tukaj v Gornjem Gradu. Zdaj 3 leta, prej sem bil škofov tajnik v Celju. Gornji Grad danes vsebuje okoli 2600 ljudi, občina, ki šteje 3 župnije, Nova Štifta, s katero se boste peljali, Bočna iz tele smeri sem, vi ste prišli pa iz Redmirja, če imam prave informacije. Ta pa je že pod župnijo, pod občino Ljubno. No in teh 2600 ljudi se razprostre na župnijo Gornji Grad okoli 1500 ljudi. No, to je zdaj nekoliko, ja, mogoče še samo površino, 90 kvadratnih kilometrov, ki se razprostira, vidite, da se je veliko gozdov tukaj, prebivalstva pa ni tako veliko, je pa pretežno, bom rekel, bolj podeželske narave kot take. Torej, zdaj sem rekel mečkano v sedanjosti, zdaj pa gremo nekoliko v preteklost, torej v zgodovino. Zgodovina kraja se začne z letom 1140, ko tukaj ustanovijo znamenit benediktinski samostan in ta benediktinski samostan tukaj deluje 333 let. Sveti Benedikt za svojim navodilom Ora et Labora iz 5.-6. stoletja, ki se benediktinci pač ponesejo po vsem svetu, še zlasti pa po Evropi, svoj doprinos, svoje življenje in kjerkoli srečamo benediktinski samostan, tam je zelo živo delovanje. Samo pomislite recimo Avstrija, Nemčija in tako naprej, pri nas pa nekoliko manj. Zakaj? Bog vedi, bom rekel. Čas leta 1140 je čas ustanavljanja novih samostanov. Če vam pove, da je bilo 4 leta prej ustanovljen samostan v Stični, torej leta 1136, 4 leta zatem že Gornji Grad. In potem se še z vseh koncev in krajev potem razdeljujejo samostani, takšne ali drugačne narave. No, samostan v Gornjem Gradu potem mogočen razpon začne delovati oziroma pomni iz 14. in še prej 13. stoletja. V 14. stoletju je bila močna tendenca ustanoviti tukaj v Gornjem Gradu tudi škofijo narave, kakršna je danes v Ljubljani. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil samostan kot takšen in potem kasneje ljubljanski škof, zlasti okoli leta 1600, najbolj znan škof Hren, ki je tukaj z vzgojo bogoslovcev kot takšnih in torej duhovnikov bodočih, zaznamoval začetke visokega šolstva na Slovenskem. Po zgodovinarju Gruberju, ki uvršča začetek visokega šolstva na Slovenskem prav v Gornji Grad, ravno zaradi teologije in pa formacije bogoslovcev, ker vemo, da teologijo se praktično takrat v tistem času pravzaprav začelo. Potem pride ta prava medicina naprej in filozofija, da ne pozabimo.
in zlasti teologija je bila tudi kot takšna zelo pomembna narave. Torej, 1140, 1473 razpustijo samostan v Gornjem Gradu. Zakaj? Vi dobro veste, da je bila leta 1461 ustanovljena škofija v Ljubljani in ljubljansko škofijo za ustanovitev mora imeti eno doto, iz katerega se živi kot takšnega. In ker takšne dote pretežno ni imela, kot bi si človek želel, je pa imela izjemno doto z Gornjim Gradom kot takšnima. Ne? Vemo, da se v 15. stoletju, kot vam rečem, ljubljanski škofje naselijo sem kaj v Gornji Grad. Zdaj, v 16. stoletju začnejo graditi tako zvano graščino. 1527, pogledajte tamle oltar, ki ga imamo, originalni oltar svetega Andreja, škof Rauber ga je naredil v svojo kapelo in ta oltar je še ostanek te kapele iz stare cerkve, ta je že nova. Torej, tale oltar svetega Andreja. Potem ostanek stare cerkve je še na drugo stran, tale zvonik, ki ga tukaj vidimo. Zvonik je bil za časa škofa Rauberja še tudi nekoliko povečan, nekoliko dvignjen, tako da je lahko prišel v kontekst te katedrale, ki so jo potem naredili. Kot rečeno, škofijski dvorec, 16. stoletje, okoli leta 1550, škof Rauber začne z gradnjo oziroma obnovo benediktinskega samostana, z gradnjo novega škofijskega dvorca. Škof Atems, usporedno takoj povem, 18. stoletje, 1752 do 59, pa začne barokizirati ta dvorec. In to je ta dvorec, ki ga je škof Atems takrat naredil, potem se pa tako je drugačno podobo dobival skozi zgodovino. In danes imamo še samo ostanek. Torej, tale del, ki ga tukaj vidimo, je samo ostanek tistega mogočnega škofijskega dvorca. In ta mogočni škofijski dvorec se je razprostiral, če mi zdaj sledite, od tegale mesta do konca tamle, vidite, drevesa, in potem se je po desni strani dol razprostiral po tej zelenici skozi do danes tele zgradbe Deželne banke Slovenije in se je zaprl ta prostor z tem tako zvanim šteklom, ki tule pred nami stoji. Če je nekdo hotel sem kaj priti v področje škofijskega dvorca, je mogel vstopiti skozi tale veld, ki ga imamo tukaj. To je bil namreč na drugi strani dvižni most, most so spustili, prišli so notri in potem, ko so šli ven, so zopet se vrnili po isti poti dol. Ko je bil seveda dvižni most dvignjen, nisi mogel skozi. In ponavadi je bil to vedno, ko je prišel kdo skozi, kakšen pomembno so ga takrat spustili dol in ga na takšen način sprejeli tudi notri. Torej, to posestvo je bilo rezervirano za ljubljanske škofe. To je bil tudi park noter, graščina, takšna kot je tele narave tukaj. Mogočna stvar. Mi je kar žal, da je danes ni več. Zakaj pa danes ni več? To pa lahko smo nehvaležni, da ne bo kdo drugače razumel. Drugi svetovni vojni, notri je imel Gestapo svoje mesto, ampak da noter misli, da so to Nemci naredili, da so nam uničili graščino. Ne. Žal so bili tako dobri in plemeniti naši domačini, torej partizani. Gornji Grad je bilo treba mesto oziroma pomen Gornjega Grada, ki je imel tudi cerkveno sodišče, splošno sodišče tukaj, ga je bilo treba razminirati. In tako so potem naredili preprosto, da so za časa druge svetovne vojne, ta samostan, ki je bilo zelo negotovo stanje, požgali ta dvorec, ki ga je tukaj, hvala Bogu, so nam vsaj katedralo pustili, tudi katedrala je bila v planu, da se bo požgala, oziroma uničila. Hudi časi, ampak jaz upam, da se teh časi več ne ponovijo, čeprav moram priznati, da smo danes v zelo negotovih časih. In samo Bog ve, kdaj, kaj in kaj se bo naredilo. Ampak molimo, da bo vendarle tudi Bog spremljal vse tiste, ki si prizadevamo za dobrobit skupnosti, dobrobit družbe, obvaroval vsega hudega. Zato pa je treba včasih tudi malo moliti za Božje varstvo. Tako. Tole, kar se tiče graščine. Zdaj katedrala. Katedrala, vidite, pročelje. 1752-1759 je bila katedrala dograjena. Ampak to na hitro. Zakaj? Zaradi tega, ker je škof Atems prehitro umrl. Notri bomo šli dokaj hitro za zadevami skozi, zato ker zunaj je malo bolj toplo, da vam malo bolj razložim, vse ste že okusili sad svežine v naši katedrali. No,
In tukaj zdaj vidimo, na vrhu so 3 skulpture, vera, upanje in ljubezen, v srčiki je pa en kip in to je pa Sveti Miklavž. Zakaj Sveti Miklavž? Zaradi tega, ker je to ta katedrala v duhovni povezanosti z Ljubljansko stolnico, katere zavetnik je Sveti Nikolaj oziroma Sveti Miklavž. Zato ima mesto tudi tukaj notri. Preden gremo notri v cerkev, še samo izpostavim, ob gradnji katedrale so bili nastavljeni odri. Vidite tole hišo? Od zadaj vidite Počrevinov grič. Iz tega mesta so nastavljali odre, da so domažali material na samo katedralo. Prvi primer, drugi primer iz tako zvanega tipčika, tole tam je en hrib od zadaj, in še tretji oder je bil nastavljen iz tega tako zvanega mesta, ki so ga potem vozili na katedralo, tudi vse ostali material. Dragi gospodje, vi ste že najbrž dal v življenju kaj skozi, tudi morda z gradnjo hiše ali kaj podobnega, in veste, da tako tole zgraditi v tedanjem času, ne danes, ko imamo vsega možnega, ni bil mačji kašelj. Je pa res, da je katedrala in Gornji Grad takrat imel največje mojstre, Perski je vodil vsa ta dela, in to je bil iz Gradca doma, in seveda ljubljanski škofje so že imeli nos, kje so ta boljši arhitekti doma oziroma graditelji takšnih mogočnih cerkva. In zato so jih potem tudi sem povabili, da so tukaj pripomogli k temu. Tako, zdaj vas pa jaz povabim, da gremo še skozi cerkev, pogledamo kakšne stvari, pa še kaj pride zraven. Dobro, izvolite.